30 dni veganske prehrane in zgodilo se je tole. Midva se v zadnjem času veliko ukvarjava s prehrano in preizkušava različne načine prehranjevanja, ker naju zanima, kakšen vpliv imajo ti na naše zdravje in počutje. Kako pa to ugotoviva? Tako, da spremljava laboratorijske izvide pri različnih načinih prehranjevanja. In zadnji izziv je bil en mesec veganstva, se pravi izključno rastlinskih izdelkov, brez kakršnihkoli živalskih izdelkov. V tem videoposnetku boste izvedeli, kako sva se spopadla z izzivom, kaj sva jedla, kako sva se pri tem počutila in ali so se spremenili najni laboratorijski izvidi. Povedala vam bo tudi še eno stvar, ki je naju zelo presenetila. Živijo in dobrodošli nazaj na kanalu diagnostičnega laboratorija Medical Plus. Tukaj večinoma dobite laboratorijsko vsebino, če še niste, se naročite. Danes gremo pa malo off topic. Razlogi, zakaj bi nekdo spreminjal način prehranjevanja oziroma gre na dieto, so lahko različni. No, včasih je to res zaradi zdravstvenega stanja, običajno pa takole v spomladanskem času glavni razlog izguba teže. Zakaj torej veganski izziv? No, tisti ljudje, ki se prehranjujejo pretežno rastlinsko, imajo manj težav s težo, ker jejo veliko zelenjave. Zelenjava pa je precej kalorijsko manj vredna od na primer živalskih izdelkov. Zato pojemo manj kalorij in posledično nismo predebeli. No, midva nisva predebela in se tudi nisva šla veganskega izziva zaradi tega, da bi izgubila težo, ampak naj predvsem zanimalo, ali lahko vplivamo z veganskim prehranjevanjem na naše laboratorijske izvide. Se veste, zelenjava je zdrava pa to. In a se je torej kaj spremenil, če bomo en mesec jedli sam solatko, tofu, špinačko pa krompirček, ker imamo to možnost, pač delava v labu, sva ven spremembe želela pokazati na najnih laboratorijskih izvidih. Najprej sva na tešče dala kri. Zdaj greva dati kri, sva na tešče. Zakaj je treba biti na tešče, ko se da kri, ste videli že v enem izmed prejšnjih videoposnetkov, pa peva. In preverila glavne parametre in potem sva kri dala tudi na koncu izziva in še enkrat primerjala glavne stvari, se pravi holesterole, cukor in tako naprej. No, moram pa reči, da so na rezultati zelo presenetili. In zakaj se to greva? Zato, da se boste vi lažje odločili, a se je vredno iti to, kar so se šla midva in ima to lahko vpliv tudi na vaše krvne izvide. No, najprej pa poglejmo, kaj sva sploh jedla in kako sva se ob tem počutila. Jedla sva seveda vso zelenjavo, skoraj pri vsakem obroku pa je bila zraven tudi soja v eni izmed oblik, recimo kot zrezek, kakšen tofu, sojin jogurt in tako naprej. Jedla sva tudi precej več sadja, pa oreščkov, predvsem pa sva povečala vnos ogljikovih hidratov, torej krompir, riž, testenine itd. In glede na to, da sva sicer vse jeda, zelo rada imamo pa tudi dober zrezek, sem pričakovala, da bova precej pogrešala meso. Ok, zdaj je čas za majhen eksperimentiranja, prvošla si bova veganski burger. Tam nekdo se zelo strinja pa veseli tega, da bo jedel veganski burger, ne? Že z tega vidika smo ugotovila, da bo v pripravo obroku potrebno vložiti malo več energije oziroma idej, se imamo globoko v glavi to podobo kosila. Vse veste, zrezek, omaka, krompir. Izkazalo pa se je, da vkolikor si zamenjal meso za nek drug vir beljakovin, veganski, v večini primerov, kot sva rekla, gre za sojo, v bistvu ugotoviš, da si lahko pripraviš vse na zelo podoben način. Meni je bil dober. Meni je bil pa zelo dober. Meni pa pač ni bil všeč, ampak očitno stvar okusov. In tudi za stvari, ki jih poznamo, obstaja običajno nek veganski nadomestek. Naprimer, majoneza, sir, salama, hrenovka in tako naprej. No, in ko se usedeš za mizo in pogledaš krožnik pred sabo, vidiš, da je ta precej bolj pisan. Včasih tudi, če si na veganskem izzivu, je to še ne pomeni, da boš skušal, ker imaš pač v bistvu ful veliko poješ. Ko pa probaš prvi grižljaj, pa vidiš, da je vse tudi zelo dober. No in na nek način bi lahko kar zamerili tem proizvajalcem veganske hrane, se imajo vsa ta živila nekako ime po njihovi neveganski obliki. Recimo veganska hrenovka, veganski burger, veganski sir itd. Že samo ime izdelka torej sporoča, da je ta namenjen za vegane, čeprav bi ga lahko jedli vsi. Shopping seznam za veganske izdelke. Aha, pa so kaj dražji? Pa niti ne. Zakaj torej tak izdelek nima nekega svojega lastnega imena? Sva pa ugotovila tudi to, da se veganske izdelke lahko dobi že čisto povsod, v vseh trgovinah, tudi v diskontih, kar pomeni, da so precej bolj dostopni, kot so bili včasih.
Opažava pa tudi, da se manjše gostilnice predvsem zelo prilagajajo nekim trendom, imajo ponudbo, ki je namenjena veganom, se pravi od raznih burgerjev, pic in pač te moderne hrane. Na drugi strani pa kakšne bolj znane gostilne take ponudbe nimajo, kar je škoda, glede na to, da rabiš sam... Tako lepa zgleda, ker se povabimo v tačne kosilo in potem imamo vegansko in še ketogeno dieto. Malo zelenjave pa nekaj idej. Ne, to pa še ne se. To je za une, ta druge. Tako se povabimo k mami na kosilo. Ona jajca so tukaj. Kako je bilo pa s počutjem, ko sva jedla vegansko? No, tukaj se je stvar majčkeno zakomplicirala, bova vam svoje opažanja za to predstavila vsak posebej. Ja, sem lahko jaz najprej. Daj, izvoli. Jaz sem se najbolj bal, da bom lačen in da bom izgubil vse svoje gense, se pravi mišice pridobljene na fitnessu. Bal sem se tudi, da ne bom zaužil dovolj beljakovin, ampak sem jih. Zakaj? Zato, ker sem spremljal vso to svojo hrano s pomočjo pametne aplikacije na telefonu. In to teža se mi ni preveč spreminjala. Se je pa predvsem na začetku poznalo, da uživam precej več vlaknin kot ponovadi in zato sem bil kar naprej na WC-ju. Pazil sem tudi, da zjutraj nisem imel trebuha, potem pa, ko sem začel jesti vse te hidrate, se je ta povečal. Pojavila se je tudi zelo napihnjenost v trebuhu, popoldne pa sem bil dostikrat utrujen. In to utrujenost sem hotel premagati z napadi sladkobe, sladkarijami, ki sicer obstajajo tudi v veganskih obliki, ampak jih nisva kupovala, zato nam je ostala samo zanač prava čokolada. Mogoče razlog za utrujenost leži tudi v vseh hidratih, ki sem jih zaužil, in če so prej hvalila proizvajalce veganskih izdelkov, jih tukaj lahko grajeva, ker skoraj vse izdelke dodajajo sladila, sladkor in tako naprej, skratka stvari, ki res ne pašejo tja zraven. Pa pezeti. Hvala. No, jaz na drugi strani sem imela pa cel kup enih težav. Pa ne zato, ker bi recimo pogrešala meso ali pa živalske izdelke. Presenetljivo mi te namreč sploh niso manjkali. Težave sem imela zato, ker sem jedla določene stvari, ki jih sicer ne jem, se pravi predvsem ogljikove hidrate, riž, krompir, testenine, te pa so pa meni povzročili napihnjenost. In to tako napihnjenost, da sem v bistvu komaj zapela hlače. No, poleg tega pa sem bila kar naprej lačna. Sploh se nisem mogla nafutrati in dejansko nisem več vajena, da količinsko pojem toliko veliko hrane, pa sem še vedno lačna. No, najbrž pa to pojasni tudi 4 dodatne kile, ki sem jih dobila na tem izzivu. Čeprav sem bila tudi jaz kar naprej na WC-ju, ne? Teoretično torej, če bi do konca leta jedla jaz na tak način, bi imela 20 kil več? Ne, hvala. No, poleg napihnjenosti, take in pa drugačne, pa me je mučila tudi utrujenost. In to tiste sorte utrujenost, ki je v bistvu značilna za slabše delovanje ščitnice. Tako da jaz sem na tem izzivu majhno imela na sumu mojo ščitnico, da ga nekaj biksa. Bomo videli na izvidih. In zdaj to, o čemer govoriva, da bo ta video. Kaj sta torej pričakovala po 30 dneh veganstva? No, jaz sem recimo mala nemična, se veste, slaba kri pa to. Zato sem pričakovala, da mi bo na veganski prehrani v bistvu precej padel hemoglobin in pa železo, ker po ljudski modrosti bi mogel za boljšo kri jesti veliko rdečega mesa, tega pa sploh nisem jedla, ne? Z vidika holesterolov nisem pričakovala v bistvu nobenih sprememb, ker sem že vedno imela dosti lepe izvide, ne? Sem pa pričakovala, da bo moja ščitnica delovala precej slabše. Kaj si pa ti pričakoval? V bistvu isto kot ti. Se pravi, da mi bo padel hemoglobin, da bom posledično malo bolj utrujen. Edin mislil sem, no, da bi bo precej padel testosteron. Zakaj? Zato, ker nam jede živalskih maščob in testosteron se med drugim tvori tudi iz teh maščob. Dajmo zdaj končno primerjati izvide prej in potem, da vidimo, kaj se je v resnici zgodilo. Moj hemoglobin se je celo zvišal, no tega pa res nisem pričakovala. No, ampak sem pa imela malo manj eritrocitov, to so rdeče krvničke. Tukaj vidimo, da ima Aleš sicer normalen hemoglobin, ampak mu je ta po enem mesecu veganske prehrane celo narastel. Zakaj? Sklepava pa, da je ta porast nekako mogoče bolj kratkotrajne sorte in da bi se najbrž na dolgi rok veganske prehrane ta hemoglobin znižal. Naslednje presenečenje so bili zagotovo holesteroli. Te so se nama celo znižali, celo na mejo, ki je že vprašljivo nizka. Tako nizek holesterol zdravniki dosežejo z statini. Kaj se to? To so zdravila za zniževanje holesterola. In tega res nisva pričakovala, saj kot vidite sva že oba prej imela zelo lepe holesterola in pa tudi nizke trigliceride. Kaj je spet to?
To so pokazatelji, koliko so vam všeč sladkarije, prigrizki, čipsi, skratka tista nezdrava hrana. In čeprav zelo nizek holesterol zna biti tudi problem. Zakaj? Zato, ker se iz holesterola tvorijo hormoni in verjetno manj materijala za hormone pomeni tudi posledično manj hormonov. Potem lahko pridemo do hormonskega neravnovesja, še bolj pa so temu izpostavljena dekleta. Zakaj? Zato, ker lahko hormoni vplivajo na ciklus. No, evo, tale naslednja stvar pa je bila čist pričakovana in sicer moja ščitenca. No, tam je začela takoj slabo delati, saj na njo precej vpliva tudi sprememba prehrane. Pa da ne bo pomote, to ni zaradi vse zelenjave in pa veganskih izdelkov, ampak najbrž zaradi večje količine stvari, ki jih prej nisem jedla. Predvsem je tukaj gluten, ki sem ga zdaj v tem mesecu pa res veliko jedla. No, to spremembo predvsem vidimo na izvidu v obliki hormona TSH, ki je zelo naraslo. Tako družba, izziv je za nama, bilo je zanimiv in tudi zabaven. Preizkusila sva nekaj novih receptov, ki jih bova zagotovo še kdaj uporabila. Nama bo postalo jasno, da sploh ni nujno, da vsak dan na krožniku tudi meso. No, pojasnila sva Aleševo utrujenost, ker je pojedel preveč hidratov in pa mojo utrujenost, ker mi je slabš začela delovati ščitnica. Če se pa spomnite, ker sem na začetku videa rekla, da imajo ljudje, ki se prehranjujejo pretežno vegansko, običajno manj kilogramov, no, to za mene očitno ne velja, tako da Predvsem pa naj je presenetilo to, da sva na tedenski ravni za hrano porabila kar 30% manj denarja kot sicer. S tem pa lahko tudi razbijemo mit, da je veganska prehrana draga. Tako da ne vem, poskusite! S tem zaključujemo najin video. Če bi vam bil všeč, nama stisnite like, ne se pozabite naročiti, pa prosim delite ta video s kom, za katerega mislite, da poje preveč mesa, pa bi bilo fino, da proba ta veganski izziv. No, midva se zdaj vračava v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau!